Za leto 2020 proračun občine Krško na prihodkovni strani znaša 39,1 milijona evrov, na odhodkovni pa 41,7 milijona. V letu 2021 je na prihodkovni strani 40,2 milijona, na odhodkovni pa 40,7 milijona evrov. Investicij je predvidenih za leto 2020 približno 17,5 milijona evrov, slabih 17 milijonov pa za leto 2021. To je v načrtu razvojnih programov toliko predvidenega. Od glavnih investicij, ki naj bi se izvajale v naslednjih letih, je seveda prva knjižnica v Krškem, druga je potem vrtec na Senovem. Precej denarja namenjenega tudi za izgradnjo infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture, vendar nekaj malega manj kot v preteklih letih, približno 7,9 milijonov evrov. Med večjimi projekti v naslednjih 2 letih so tudi gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu, zaključek izgradnje prizidka in obnove kuhinje na osnovni šoli Koprivnica, kolesarska povezava med Krškim in Kostanjevico na Krki, druga faza rekonstrukcije ulice Anke Salmič v Leskovcu pri Krškem, izdelava projektne dokumentacije za pešmost čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra, aktivnosti za izgradnjo novega objekta osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja in drugi. Svetniki so prav tako potrdili letni program športa za leto 2020, v katerem so določeni programi športa, ki bodo v naslednjem letu sofinancirani iz občinskega proračuna. Letni program športa je nekak sestavni del sprejemanja proračuna, gre za dokument, ki se sprejema kot posledica proračuna ali kot podlaga za sprejem proračuna, kakorkoli to obrnemo, ampak ne glede na to, lahko rečem, da so predvidena sredstva v letošnjem letu nekje okrog 220 tisoč za razdelitev športnim društvom, potem je predvidenih približno 400 tisoč za najeme športnih dvoran, nekaj več kot 400 tisoč namenjeno potem za financiranje različnih investicij z področja športa, približno 60 tisoč je pa namenjenih za financiranje trenerjev za delovanje športnih klubov. Skupno je tako v programu za financiranje različnih programov, sofinanciranje uporabe športnih objektov, sofinanciranje trenerskega kadra in različnih naložb oziroma vzdrževalnih del namenjenih okoli milijon evrov. Občinski svet je sprejel tudi načrta obnove in vzdrževanja občinskih cest za obdobje od leta 2020 do 2023 in od leta 2021 do 2024. Program je razdeljen na več segmentov. Eno je tekoče vzdrževanje cest, sicer letno pa in zimsko. Tukaj vsako leto namenjajo približno 2 milijona evrov za eno in drugo, odvisno je pač od tega, ali je hujša zima, takrat gre več za zimsko, sicer pa skupaj v seštevku vedno 2 milijona evrov. No, potem je približno 1 350 000 evrov namenjen za investicije ali novogradnje cest. Potem je predvidenih preostanek do 7 milijonov 900, pa je predvideno za različne projekte, ki so sicer zajeti v načrtu razvojnih programov. Gre pa za več ali manj odsekov cest, ki so v pristojnosti občine. Pa tudi za razna sofinanciranja državnih cest. In kako je z ureditvijo ceste med Krškim in Zdolami? Cesta na Zdole je sicer v celoti pristojnosti Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, lahko pa rečem, da je predvideno za naslednjo leto spet ena nova etapa, in sicer od Zdol proti Krškemu oziroma proti Vidmu, približno slab kilometer. Svetniki so na seji sprejeli tudi načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje naslednjih 2 let.